se tako odločili, pa dovolite, da vam zastavim res samo 2 vprašanje. Prvo bi bilo za vse 3. Kaj vam pomeni poezija v duhovnem smislu, vaša last in poezija nasploh? Mogoče po vrsti. Ja, zdaj to je komplicirano vprašanje. Kaj poezija moja lastna pomeni v duhovnem smislu? Ja. Brane, dajte, da ste prvišli. Jaz sem malo že bil nekaj pogovor na temu literature. Tam v knjigi, ki sedi gospod, profesor Kolinčič, ki mi je zastavljal 10 takšnih vprašanj. Recimo, da sem se že ogrel. Zdaj, jaz osebno bi rekel tako, da pisanje poezije čuta izvira z enega predvsem drugačnega nagiba kot pa želja po branju, pa potreba po branju poezije nasploh. In dobro bi lahko rekel tudi za duhovno poezijo v ožjem pomenu besede. Čeprav je seveda veliko vprašanje to, kako sploh ločevati te 2 stvari. Sploh je pa zelo težko, bi rekel, govoriti o tem, ker je to nekaj podobnega, kot svet teologizirati o molitvi. Med samo molitvijo verjetno človek, jaz nisem teologno, zato itak ne teologiziram, ampak domnevam, da je verjetno škar težko čisto sočasno izvajati takšno racionalno teološko kontrolo, če bo ni to zelo doživeta vroča ali kakokoli rečemo. Poezija je pravzaprav zame vedno v bistvu en odmik od čisto odmik, bolj nekakva poglobitev iz čisto običajnega načina življenja. Ne vem, če je to preprosto, bolj preprosto, da težko povem. In ne glede na to pravzaprav kakšne vsebine, kakšnega tona je, ali je po razpoloženju, ne vem, tragična, refleksivna, celo komična, vedno je v bistvu nekakšna poglobitev življenja skozi jezik. Ne bi rad pa najne primerjal, da ampak recimo kot predstavitev napišejo predstavo. In to že samo na sebi seveda pomeni neko trenutek bolj intenzivnega, ne bolj zavestnega, bolj intenzivnega ostajanja. Zakaj ima človek potrebo po takšnem obstajanju? Najbrž skoraj da nima smisla razglavljati o tem, ga pač ima, zato ker je človek. Kako konkretno se pa to dogaja, je pa najbrž toliko vprašanj, kot je ne samo ljudi, ampak toliko je situacij, v katerih pravzaprav ali sežemo po poeziji, da bi jo brali, ali pa jo skušamo pisati. Vsekakor je pa taka poglobitev, tak moment poglobitve nekaj, kar če že ni samo religiozno, to je vprašanje, kako pripomno, kako kdaj, je pa vendar nekaj, kar je zelo istorodno, ker je istorodno ali pa zelo podobno po mojem religioznim, duhovnim, ožjem pomenu besede izkušnje. Tukaj pravzaprav ostre meje ni. In branje poezije, kakršnekoli ali pa duhovne, še posebej duhovne, je pravzaprav na nek način izrašča iz te potrebe po takšnem bolj kompleksnem doživljanju. Zdaj, kar se pa tiče lastnega pisanja poezije, je pa stvar malo bolj komplicirana. To pa sem že danes govoril, bom zdaj pravzaprav ne moram drugače to, da bi ponovil. Pri meni se pač začne ta proces pisanja poezije ponovadi s precej slabim razpoloženjem, ki ga ne morem pač potem drugače razrešiti, kot s tem, da se pač lotim
pisanje je to tista stvar, ki prinese čisto preprosto olajšanje, kako bi temu rekel. To se ga včasih malce težavno, ker razmere življenjske niso najbolj ugodne za to, da se te stvari začnejo dogajati ali na cesti, ali v službi, ali kakorkoli. Pač se tudi do olajšanja ne pride tako zlahka. Pravzaprav sem bolj redko popolnoma nikoli, ampak prav zadovoljen nisem pravzaprav z nobeno pesmi, tako da je to vedno samo zelo začasno. Ampak banalno ali ne banalno, tako je meni. Sem že vse branje povedal. Skoraj odreč, skoraj sem presežen. No, v glavnem, to bi sam rad rekel. Najprej par reklame. Ta tema poezije povezana v bistvu z možnostmi jezika in samo skrivnostjo jezika. In o tem sem napisal zelo dolg esej, 100 strani dolg, po ravno te dni je šel, po založbi Piratrina, tako da imam nekaj ideje o tem, ampak brez skrbi ne bom jih danes razpredal tukaj. Kar se mi zdi tako zelo preprosto povedal, izjemno pomemben prispevek poezije k duhovnosti pa duhovnemu življenju je v tem, da kakršnakoli teološka ali pa duhovna, konceptualna tematizacija našega doživljanja ostaja vedno na neki splošni ravni. Medtem ko resnica, ta naša zasebna resnica naših doživetij je pa vedno toliko kompleksna, da se pravzaprav izmika vsem schematizacijam. In poezija je vedno na različne načine, v različnih registrih, različnih formah, je moč jezika, skrivnostna moč jezika, da pravzaprav seže v to sfero, kjer se izrazi tista, kjer se artikulira individualna izkušnja in v neki magiji postane pravzaprav dostopna drugim bralcem. To je, se mi zdi, tista izjemna moč in pomen poezije za duhovnost. Tudi za širše razumno duhovnost. Mislim, v tem smislu, pogledajte, recimo v našem družbenem življenju, v naših medsebojnih odnosih, smo vsi nabljeni k velikim schematizacijam. Te so včasih, se mi zdi, da vedno bolj. Ne vem, če je bilo tako pred 50-100 leti, morda, ampak zdi se mi, da pravzaprav se dogaja neka degeneracija, da smo nasilni na kolektivni ravni, da ljudi ukalupljamo, da jih pravzaprav, da so eni so dobri, drugi so slabi, eni so parade, drugi so super, eni so naši, drugi so vaši, eni so pametni, drugi so bedaki in tako naprej. In tem, seveda, mislim, življenje je precej drugačno in je sestavljeno iz tega zelo kompleksnega tkiva, ki mu pa daje besedo poezija in ga reflektira. In mislim, jaz se ne čudim tej nepopularnosti poezije v sodobnem času, ker poezija je pravno metanje rokavice v obraz tem blaznem poenostavljanju, kategorijalnem, tem schematiziranju, s katerim operiramo v naši vsakdanji družbeni realnosti. Veliko ste že povedali, jaz bi samo dodal k temu to, da ta integrativna moč poezije in besede, ki jo lahko dejansko poistovetimo z nekim dejanjem, ki se je zgodil v prvih poglavjih geneze. Mislim, ta moč besede, ki jo dejansko Bog kot poslanstvo da človeku Adamu, da poimenuje živali okoli sebe in vse stvarstvo, kakršno je. In to me spominja še na neko Rupnikovo misel, krščanska umetnost dejansko naj bi gledala na vse iz zaključka, iz konca, iz že odrešenega pogleda na stvari.
Jaz na poezijo konkretno gledam kot na nabiranje teh duhovnih toponimov, mejnikov, ki peljejo nazaj v tisti nesluteni raj, ki smo ga zapustili. Morda reči na neki resnično mislim, da je ta moč besed poezije kot integrativne umetnosti, ki dejansko povezuje podobe, stanja, občutke, smernice, katerim naj sledimo kot duhovni ljudje, tja nazaj. Ne. In zame je dejansko to neizmerna moč poezije, ki je nobena teologija ne more priti do blizu me. Bom tvegala še eno vprašanje, upam, da ne bo pretežko. Se pa začne že težko. Je težko biti v tem sekularnem prostoru duhovni poet? A vas to obremenjuje? Mene osebno to absolutno ne obremenjuje, ker pogledajte, pesnik danes ni biti nekaj častnega, tako kar nisem prej pomenil. Tako da že samim tem se človek lahko matre, mislim, pač to je nekaj smešnega, In zdaj, skratka, počeš se že odločiš, da boš počel nekaj, kar je večini ljudi malo smešno, po se lahko mirno naprej, nadaljne odločitve niso več problematične. Zdaj, sama duhovna poezija, tako kot je Brane prej lepo povedal, je zame preprosto tisto, kar me zanima. Mislim, kar me zanima brati, Jaz pač sem veliko tega prevajal, nekatere ključne pesnike od antike prek, hebrejskega srednjega veka do velikih pesnikov modernosti, recimo Rilkeja, Pegija in tako naprej, ki so pisali zelo zanimivo duhovno poezijo. Ampak to je tisto, kar mene pač osebno fascinira, zanima, nagovarja in pač skratka, nima nobenega problema s tem, da bi to moral braniti pred drugim. Jaz sam čutim, da so te zadeve stojijo, da so močnejše od kakršnekoli posmehljivosti danes. Lahko v bistvu morda tle uporabljam tisto znano Heglov geg, ko sem mu rekel, da je pač resničnost, da ni v skladu z njegovo filozofijo, pa je rekel toliko slab za resničnost. Mislim, za duhovno poezijo, morda to ne velja, da je kot filozofijo, pa za duhovno poezijo pa definitivno velja. Pravzaprav ne vem, jaz niti ne vem, če sem moja poezija tako zelo duhovna, pa je nekaj eksplicitnem smislu, pa kot sem že prej rekel, vsa poezija je delovanje jezika na neki drugi ravni, da izraža, pa zahteva je priče človeka kako bolj celovitem odnosu, že prvič s tem, kar je bilo razdobro povedal, ker izgovarja individualno, individuum in nefabile, ampak v poeziji je nekako nefabile, se nekako izgovarja. In kot drugo, ker je celovita, ne vem, mogoče se v vsej poeziji tega ne vidi, ampak poezija je pač nekako izvorno kompleks pomenov, podob in tudi zvočnosti, čisto fizičnega ritma, zdaj ali je to glasno, v tihem branju, tudi v tihem branju, po mojem, ritmični fluid takako učinkuje. In že s tem se nagovarja človeka kot celota. Tudi duhovna poezija. Jaz mislim, da vse, če berete psalm, nekaj podobnega, ali pa kar poznam grško, himniko, religiozno je to seveda tudi poezija, ki ima zelo močne, čudne elemente, čeprav je naravnana na duhovnost. In kaj ne rečem, biti težko, je težko, ampak zadnje je težko vse. Težje vseh stvari je biti, ki ne rekijo več. Če
se recimo drži to, da v poeziji nekako še bolj intenzivno bivaš probleme, pa že je mogoče dvakrat. Jaz bi temu samo to dodal, se strinjam z vama, ampak pač nek osnovni nagib pri pisanju, vsaj moje poezije je ta, da, in tudi branju, je, da jo strastno iščem tudi tam, kjer je morda nujno ni, ne vem, pop kulturi, pri nekem Dylanu ali Tom Waitsu ali pa še kje, je najti morda tisto pristno, tisti prisni stik s človekom, ne, in za ta stik, za ta dialog, se že nisem udal, ne, da pišem poezijo samo zase. To ne gre tako, ne. Cilj je nagovoriti, cilj je spodbuditi v globine, ne, stvarstva, bitja in življenja. In pustimo zdaj to, kako uspeva, ne. Govorim samo pač o željah potem, da nekako vzpostavimo dialog in povedemo bralca v neslutene globine. Hvala, ne bom vas več mučila. Bi pa za konec si vzela pač en privilegij. Zadnja med temi pesniškimi zbirkami, ki je na mizi, je prav od našega direktorja, gospoda Toneta Rodeta, Prareka, nekaj pesmi nam je sam že prebral, pa bi vaja dva prosila, če lahko nekaj povesta, nekaj na kratko o Tonetovi poeziji in če lahko vsak prebere eno pesem. Boš ti Brane. Je Brane na to sjajno idejo prišel, da bi prebrala, pač ja vsake pesem, ker je sicer vidva sva šolana govornika z Branetom in bi hvalila brez podlage, ampak to pa mislim, da bo lepše še. Jaz sem odločil za pesem naslovom Prah. Že to, da povem, da se danes sem čudež dobil. Jaz vidim brat, drugače ne vidim več. Ampak upam, da si ne bom zmišljal rozaj. Pozdrav. São Paulo, kraj nesrečnega plemena, metropola konzuma, glavno mesto posla, domovina kapitala, mejna marka tako zvanega napredka. Ujet sem v tvojih nedrih, v hotelu, ki ga samo ti poznaš, skelet nedanega telesa, malik lastnega očesa, sled peresa neznanega pisca, navlažen sten sveče, nevernik slabe karme, sol lažnega veselja, dvomil pridigar mednarodnega koncerna, za italijanizirane karabinjerje bežeči tujec v katakombah tvojega črevesja, po katerih se peljem zdaj sem, zdaj tja, na sestanke in pomenke in svoje prižnice na poti prerokujem v sposobnosti zapeljevanja ovinkom in škatel in prodajam pole potiskane lepenke za izkratnice pranih praškov in bombonov, za izdelke z napihnjeno osebnostjo in načrtovano privlačno persono, ki so, kot mi, vsi enaki pod obleko, izdelani, vse bolj kot mi, po istem vzorcu, s predoproti dušo in namišljenim srcem pod kožo, ki neuspešno skriva, da smo prah in so prah pračni. Zdaj, ta pesem mi je všeč ravno zato, ker je res kot je rekel Tone na začetku, da je njegov ideal neka preprosta poezija. Ta pesem je zelo preprosta po svojem osnovnem, osnovnem sporočilu, ki se navezuje na ta Pridigarjev omnia vanitas, panta matajotes, hevel hvalim, ničevosti. In v bistvu upenja to sporočilo pač nek tak okvir, ki ga tvor po eni strani travestija Prešerna na začetku in pa ta beseda iz začetka geneze na koncu.
ampak celota je pa pravzaprav izrazito vidna ta neka konkretna, esencialna epifanija v nekem trenutku izkušnja